Kako kakovostno in varno je lahko zdravljenje, če se to odvija v času najdaljše, že več kot poldrugi mesec trajajoče zdravniške stavke, ob sicer že tako ali tako nedopustno dolgem čakanju obolelih na diagnostiko in na diagnozo ter številnih sistemskih nenormalnostih? Jaz bi dal roko v ogenj, da veste odgovor. Ne more biti boljše, kot je bilo prej, ko ni bilo stavke, in ne more biti varnejše, kot je bilo prej. Naj se navežem na primarij Dorjana Marušiča, ki je danes član Strateškega sveta za zdravstvo. Že pred 5 leti je opozoril, da v našem zdravstvu tudi milijarde evrov ne bodo pomagale skrajšati čakalnih vrst, dokler sprememb ne bodo celovito zasnovali ljudje, ki poznajo prave recepte za ukrepanje. Kaj bi rekli, na kateri točki tega procesa smo danes? Tam, kjer smo bili pred 5 leti. Denar, 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 vendar vemo, da je sveta vladar, ampak to ne bo pomagalo. Dokler ne bomo uredili sistema, ki bo omogočal skrajševanje čakalnih dob. Skupaj z Dorjanom sva sodelovala pri raziskavi, ki jo je financirala Evropska komisija, to se pravi, to je denar slovenskih davkoplačevalcev, in tam se bo nekaj spremenilo. Mislim, da je že v uredbi, ko bomo morali zdravniki v specialističnih ambulantah narediti več primarnih, torej prvih pregledov, kot pa delajo sedaj ponovnih pregledov. Tukaj se bo nekaj pomagalo. Potrebno je predvsem spremeniti sistem, način, kako se zdravstvo organizira, kako se v zdravstvu dela in seveda zahtevati odgovornost od tistih, ki morajo potem to narediti. Ko pa se sistem spreminja, je pa treba vprašati vse deležnike. Ne samo, da pride nekaj iz ministrstva ali pa iz zavarovalnice, ampak moraš poklicati ljudi, ki bodo v tem sistemu potem delali in ki bo ta sistem in ki bojo morali narediti spremembe. V nujnost in nepogrešljivost abecede znanosti na področju udejanjanja kakovosti in varnosti v zdravstveni sferi poskušate odgovorne prepričati že pravzaprav več kot 2 desetletji, vendar se ni zgodilo še nič, vsaj nič prelomnega. Ste se o tem pogovorili tudi z aktualno ministrico za zdravje? Z aktualno ministrico dobesedno z njo se nisem pogovarjal, sem ji pa poslal nekaj dokumentov, tudi tistih dokumentov, ki sem jih hotel poslati skupini, ki se ukvarja z tem novim zakonom, ampak uradno te dokumentov skupina ni dobila, poslal sem jim pa po privatni poti. Pri nas se še noben pacient, pa naj so mu bile osnovne pravice do pravočasnega zdravljenja še tako grobo kratene in kršene, zaradi tega ni pritožil na Ustavno sodišče, pa bi se lahko. Kaj menite o tej možnosti tudi zato, ker po strokovni plati med drugim danes sodelujete tudi z Zvezo organizacij pacientov oziroma jim svetujete? Pacienti smo zelo pohlevni. Kar se birokratskega naredi na vrhu, s tem se ne strinjamo, ampak ne rečemo ničesar. In dokler ne bo pritiska pacientov, poštenega, ki se pa lahko izvede, posamezni pacient se zaleti v birokratske ovire in ne more nikamor. Zveza organizacij pacientov Slovenije bi mu tukaj lahko pomagala. In ta zveza, čeprav mislijo, da nima nobene moči, ima moč ali bo imela moč, da bo kaj storila. Jaz sem že večkrat rekel ljudem, ki so na vladi, ne delati moč nad pacienti, delajte moč s pacienti skupaj in se bodo stvari uredile. Je pa res, da je predstavnik Zveze organizacij pacientov tudi v skupini za pripravo zakona in po mojem vedenju je skoraj največ naredil za to, da je tudi prinesel tujo zakonodajo, kako je tam urejeno na sodoben način. Pri tem pa ostaja jasno tudi to, da pacienti nikakor ne morejo svojih pravic udejanjati, zahtevati, pričakovati z zbiranjem na ulici, čemur smo zdaj priča. Vendar ima ta zgodba seveda
tudi druge razsežnosti. Veste, to je tako kot članek v časopisu, danes ga vidim, jutri ga ni. Podobno tisti, ki bi morali odgovoriti na določene zahteve, ker vse seveda niso legitimne ali pa niso take, ki bi se dale uresničiti, da temu prisluhnejo, pa ne. Zamahnejo z roko. Kako je pravzaprav mogoče, da je skrb za varnost pacientov v razvitem svetu že več kot pred 3 desetletji postala ena izmed prednostnih obvez in zavez, pri nas pa sistemski okvir v tem smislu vztrajno ostajajo nespremenjeni? To se je pravzaprav začelo okrog leta 1920, ko je šla ta knjiga v Ameriki Motiti se človeško. Tudi takrat tam zdravniki niso verjeli, ker so sporočili tudi prenesene podatke, naredili so pač nekaj bolnišnic, pogledali, koliko je smrti zaradi tega, do 100 000 smrti takrat, noben ni verjel. To so potem ponovili, povabili te zdravnike, stvar je bila še slabša. Potem se je to začelo v razvitem svetu govoriti o tem. Jaz sem imel celo predavanje, mislim nekje zdajle pred kratkim, tudi na zbornici, in sem rekel, da varnost pacientov ni prva prioriteta. So me čudno pogledali, sem rekel, veste, prioritete se lahko spremenijo. Varnost pacientov je prva vrednota zdravstva. To je najvažnejši in najhitrejši način, da boš ti zmanjšal število mrtvih, ki zaradi preprečljivih škodljivih dogodkov, torej zaradi napak pa nekaterih kršitev, in da bo izginila kultura strahu na strani pacientov in kultura strahu na strani tistih, ki delajo v prvi liniji v zdravstvu, tisti, ki imajo direkten stik s pacientom. Že pred 4 leti ste v pogovoru za zdravstveni portal poudarili, da so čakalne dobe najslabša stvar, ki se lahko zgodi človeku, saj da so dolge oziroma predolge čakalne vrste odraz najslabše kakovosti in najslabše varnosti. Se vam zdi, da se na obzorju vendarle nakazuje kakršenkoli smiselen in učinkovit pristop, s katerim bi takšno stanje v zdravstveni sferi vendarle končno presegli? Nenazadnje ste to stanje zelo jasno, nedvoumno predstavili v javnosti, ko ste spregovorili o ekstrapolaciji podatkov, narejenih na podlagi omenjenega ameriškega dela. Jaz se konkretno z čakalnimi dobami ne ukvarjam, ampak velja tisto, kar sem takrat povedal. Nikoli se najbrž ne bo zgodilo, da nekje ne bi bile čakalne dobe. In nekatere čakalne dobe pravzaprav pacientu sploh ne škodijo. So pa seveda tudi tiste bolezni, ki škodijo pacientu. In zdaj, če govorimo, nekateri so celo govorili, da so čakalne dobe napaka. To niso napaka, to je lahkomiselno ravnanje. Veste, kaj pa lahkomiselno ravnanje pomeni? Pomeni, da ti narediš nek sistem, pa veš, da so v tem sistemu tveganja. In tukaj so tveganja za smrt pacientov in umirali so pacienti tudi v čakalni dobi. Odgovoren pa za to ni nihče. Metanje denarja za to, da bi se čakalne dobe skrajšale, ni najboljši način, kako te dobe urediti. Zdaj pogledal ni nihče v sam mikrosistem, kako zdravniki delajo, kako delajo v neki ambulanti. V neki ambulanti bodo mogoče imeli, če govorimo o primarnem zdravstvu, 80 ali več pacientov na dan, kar jih ne moreš obdelati. Približna številka bi bila tako okrog 30. Po drugi strani so pa nekateri, ki jih imajo manj, ampak nihče to ne pogleda, ali imamo res premalo zdravnikov. Če se primerjamo seveda številkami v Evropski uniji, potem jih je manj. Ko sem jaz začel leta 2001, takrat smo jih imeli približno na 500 prebivalcev enega zdravnika. Zdaj jih imamo na 300 prebivalcev enega zdravnika, torej vsak 300 prebivalc je zdravnik. In dokler se to ne bo uredilo, dokler se ne bo to tako organiziralo, potem stvari ne bodo šle naprej. Zdaj samo govoriti, da imamo premalo zdravnikov glede na primerjave z drugimi, ni dovolj. Mogli bi res mikrosisteme pogledati. Jaz sem to predaval že 10 let nazaj medicinskim sestram, seveda, ker medicinska fakulteta ne v Ljubljani, ne v Mariboru tega programa kakovosti pa varnosti sploh nima.
Po drugi strani pa se v tem kontekstu lahko dotakneva tudi zadnjih primerov, ki so se pojavili v javnosti, ko je prišlo do strokovnih napak, za katere pa je vendarle mogoče reči, da imajo veliko sistemskega ozadja. Problem je, ker sistem ni tako urejen, da bi pomagal takšne napake, ki so izjemno boleče, za marsikoga tudi usodne, preprečevati. Vi ste rekli strokovne napake. A mi lahko poveste, kaj so to nestrokovne napake? Ja. Napaka je napaka. In vsi delamo enake napake. Vi delate enako napako kot jaz. Pravniki delajo enako napako, kot jo delate vi, pa jaz. Zakaj? Ker imamo človeške možgane. To je psihologija. Vprašajte kakšnega psihologa, pa vam bo povedal mehanizem, kako napake nastanejo. In napake niso ne hude, ne blage. Napake so pač napake. Posledice so pa lahko hude, tudi smrt. Ali pa ni nikakršnih posledic. In dokler se ne bomo zavedali, čeprav smo na ministrstvu, veste, leta 2003-2002 so se zbrali nekateri strokovnjaki, jaz sem tudi sodeloval in smo govorili o napakah v zdravstvu. Vam kot pacientu se napaka lahko zgodi, že ko stopite do informatorja in informator lahko tam naredi kakšno stvar, ki bo vplivala na to, da boste doživeli škodljivi dogodek. Že pri beleženju osnovnih podatkov. Seveda. Poglejte, in dokler to je znanost, nažalost se je razvila znanost o varnosti pacientov, ki je precej mlada, ni vesoljska znanost, ampak če ne upoštevamo izsledke znanosti, potem seveda ne moremo nič narediti. Vsaka znanost pa rabi seveda podatke in to podatke, ki so resnični, ne da se laže ali pa zavaja ljudi o tem, kako je vse fino in kako se naj ljudje počutijo varni. Tisto, kar pride v medije, 3 ali 4 napake, škodljivi dogodki zaradi napak na leto, to pomeni, da ljudje mislijo, se so samo 3 napake ali pa 4, kdo bi se sekiral. A veste, koliko pa jih je? Po prenesenih podatkih iz tujine, iz razvite tujine, vsak 10. pacient doživi škodljivi dogodek. Vedeti pa moramo, da so škodljivi dogodki lahko zaradi komplikacij, zaradi napak, zaradi lahkomiselnega ravnanja, kar je redkejše, vendar se dogaja, in pa zelo redko zaradi naklepov. Polovica vseh škodljivih dogodkov, ki se zgodijo pacientu, je zaradi napak. Torej vsak 20. pacient doživi škodljivi dogodek. Zdaj pa delite hospitalizacije letne s 300 tisoč približno, je še nekoliko več, pa jih delite z 20, pa boste dobili, koliko je teh škodljivih dogodkov. Smrt je pa nekaj 100 na leto, 1 do 2 pacienta na dan. Kaj se pa pacientom reče? Gospod, gospa, veste, to je bila komplikacija vaše bolezni ali pa komplikacija tega postopka. Zakaj se pa temu reče? Zaradi kulture strahu. V tej kulturi strahu se lahko še malo pogovoriva, če boste želeli. Kultura strahu je, bi rekla, odraz tega, ker sistem ni pravilno postavljen in ker se tovrstnim postopkom, ki bi zagotavljali varnost, v praksi potem takem tudi ne more ali noče slediti. Meni je nek akademski pravnik rekel, ko sem govoril o kulturi strahu, se mora biti, se pravi, zato, da je človeka strah, ko dobi neko kazen, da tega ne bo več naredil. Ja, kadar je nek dogodek nameren. Napake so pa nenamerne. Jaz ne vem, da se mi bo napaka zgodila. In tudi, če me bo strah, te napake ne bo mogel preprečiti. Zdaj imamo pa krivdno odškodnino, kar razvite države na severu nimajo, s tem se ukvarjamo že dolgo časa. Kaj pomeni krivdna odškodnina? Da moraš na sodišču dokazati krivdo ponavadi posameznika. Vse zdravstvene organizacije in tudi posamezniki so za to zavarovani. Torej, zavarovalnice se upirajo, da bi se krivda dokazala. Zmaga pa na sodišču ne zmaga pravica, zmaga tisti, ki ima boljšega odvetnika in ki ima boljšega izvedenca. Izvedenci se na preiskavo napak ne spoznajo. Spoznajo se seveda zelo dobro na svojo ozko stroko in gledajo samo to ozko stroko. S tem se ustvari kultura strahu. Druga stvar je pa kriminalizacija človeških napak. Če si ti naredil neko lahkomiselno ravnanje s posledico
Ali pa če si naredil naklepno dejanje, seveda, je kaznovanje zahtevano. Če si pa naredil človeško napako, to se pravi nekaj nenamernega, pa nekoga kaznuješ, kaj se zgodi? Vsi zdravniki bodo nehali sporočati napake, govorili bodo tisto, kar sem prej rekel, to je bila komplikacija, delajo defenzivno medicino, kar veliko stane in lahko vsaka preiskava ima določen odstotek ali pa promil tudi, lahko tudi škode. In nekateri pošiljajo na višji nivo, zato ker rečejo za vsak slučaj in pa seveda mi je zelo nek zdravnik rekel, jaz pa tega ne bom naredil, zato ker je ena ne vem na koliko možnost, da bo prišlo do škode in nočem, da me bojo po sodiščih. Ampak zadnjič je bilo na zbornici celo, ko so pravniki govorili o tem, ampak oni so govorili samo o tem, kakšen sistem mi zdaj imamo, ne kako bi ga spremenili, da bi se paciente zaščitilo pred preprečljivimi škodljivimi dogodki. To je cilj, zmanjšati škodljive dogodke zaradi napak. To je vse skupaj, kar je cilj varnosti pacientov. Tudi sami ste zdravnik, zato me zanima, kakšen je vaš pogled na stavko zdravništva, jo podpirate, kako ocenjujete ravnanje pogajalcev na obeh stranih in kakšna je v tem smislu po vaši oceni vloga ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel? Jaz se podrobno s to stavko nisem ukvarjal, jaz sem že izven delovnega procesa in se zato tudi s tem nisem ukvarjal. Sem pa že zadnjič povedal, da je bil moj staroče je bil kmet. Po maši so se zbrali v gostilni in se kmetje med sabo pogovarjali. In če je nek kmet nekemu drugemu nekaj obljubil, je mogel besedo držati, drugače ga je tista družba v tisti vasi, v tistem okolju izločila. Pri nas nekaj obljubiš, celo podpišeš, potem pa tega ne narediš. Ne podpiši, če misliš, da ne boš mogel narediti. In tukaj imaš zdravniki prav. Da se pa to dela na hrbtu pacientov, s tem se pa ne strinjam. Lahko bi bila stavka drugačna, mogoče še z večjo silo, kot je to. Da je pa trmasto ustrajati, predvsem na strani tistega, ki je v bistvu povzročil, da je do te stavke sploh prišlo, odgovornost je pa seveda na vladi in pa na resornem ministrstvu. Kakšne posledice pa po vaši oceni utegne imeti udejanjanje preklica soglasij za nadurno delo zdravnikov, ki stopa v veljavo, tudi v smislu delovanja v zdravstvu, skrbi za paciente, ki v aktualnih danostih že tako ali tako ne deluje optimalno? Tisto, kar načrtuje vlada, kako ne bi se naredilo, kako vpliva na svoje direktorje, ker direktorje postavlja seveda vlada, tisto ne bo delovalo. Poglejte, že problem je že v tem, jaz sem čas tudi dežural. Enkrat se mi je zgodilo, da sem bil petek, soboto, nedeljo, pa do ponedeljka do 2 v službi. Če mi kdo rekel dober dan, sem mislil, da me zafrkava. Zdaj je to tako. Če bojo zdravnike spravili v izmene, poglejte, to ni tekoči trak, ti svojega pacienta poznaš in ga vodiš skozi cel proces njegove obravnave, od tega, ki je prišel k tebi v ambulanto ali pa v bolnišnico, pa do tega, ko ga odpustiš. Zdaj bojo delali tukaj ne vem koliko zdravnikov. Kakšen bo prenos informacij od enega zdravnika do drugega zdravnika? Kakšno je znanje enega ali drugega zdravnika? Že tukaj bo problem. In to nadurno delo, zdravniki seveda dobijo neko plačilo za tako nadurno delo. In najbrž ne bo vsem vseeno, da tega plačila več ne bo. Ampak v zakonodaji je pa pač napisano, da imaš pravico delati 40 ur plus 8, ampak ne vem še točno, a moraš imeti za tisto tudi soglasje. In zdaj ustrajati na nekih svojih trmastih zahtevah ali na eni ali na drugi strani in se ne pogovarjati in ne rešiti, to je zafrkavanje pacientov, nič drugega. Kako učinkovit pa je oziroma bo v smislu vzpostavljanja okvirov za boljše delovanje sistema zdravstvenega varstva Strateški svet za zdravstvo v urejanju našega zdravstva pustil za seboj opazno sled in kakšna bo po vašem mnenju ta pozitivna ali ne? Meni ni čist jasno, ker ne poznam, kaj se točno tam pogovarjajo,
traja že preveč časa. A ne? Jaz sem delal tudi v tujini in vem, ko smo se pogovarjali z menedžmentom, ki niso bili zdravniki, kaj je treba narediti. Pokazali dokaze, pokazali menedžment iz svoje strani dokaze, potem smo vsi podpisali, kaj je treba narediti in se tisto naredilo. Če ni šlo, smo se ponovno dogovorili, ni mogel narediti vsak po svoje. Strateški svet ima seveda določeno težo, ker je tam več strokovnjakov iz več strani, ampak to je pa moje mnenje, vsak, ki v tem strateškem svetu naj pokaže svoje znanje, da bi pripomogel, da bi se ta reforma zdravstva, ali kako jo imenujejo, se ni treba vse reformirati, nekatere stvari so dobre, da se to izboljša. Kakšen zdravstveno-sistemski jutri napovedujete, pa naj gre za zaposlene ali za bolnike? Bo v njem poskrbljeno za kakovost in varnost in s tem seveda tudi za obvarovanje pred številnimi napakami, ki bi jih bilo skrbno zasnovanimi ukrepi mogoče preprečiti vsaj mnoge od njih? Jutri ne bo nič, se pa pripravlja zakon. In to je prvi korak, ki ga je treba narediti. Da se bo ustanovila agencija, je prvi, naprimer drugi korak. Če bo ostalo na ministrstvu, kjer nimajo ne ljudi, ne znanja, da bi to storili, potem ne bo ničesar. Kaj bo v zakonu, jaz ne vem natančno. Imam pa občutek, da bo morda kaj manjkalo in takrat bi bilo treba, ko bo to v javni razpravi, takrat bi bilo treba, da novinarji sprašujete ljudi, ki se s tem ukvarjajo, kaj v tem zakonu manjka ali pa kaj je preveč. Preveč najbrž ne bo nič. Tako da, če ne bo določenih stvari v tem zakonu, potem bomo na istem, kot smo sedaj. Še naprej bo kultura strahu in tako naprej. Bomo videli.